Tako, Blaž, po 2 mesecih trdega boja v končnici končno veliko finale tukaj. Ja, zdravo, Matej. Ko mi čakamo, ne? Ja, živo pozdravljen. Res je, ja, komaj čakamo, namreč v NHL ligi in NBA ligi smo zagotovo priča najdaljši končnici v profesionalnih ligah, končnici, ki traja kar 2 meseca in nikoli ne moremo trditi, da ne zmaga res tisti, ki je najboljši. Konec koncev odloča 7 tekem oziroma 4 tekme moraš zmagati, zato da se prebiješ naprej, kar so dovolj dolge serije, da res dobimo tistega pravega zmagovalca, da vedno zmaga boljše moštvo. In tudi letos smo tako dobili seveda v finalu 2 daleč najboljši moštvi, ki sta dominirali skozi celotno končnico, in na koncu v pričakovanem finalu seveda Golden State Warriors in Cleveland Cavaliersi. Finalu, rečem pričakovanem seveda že izpred samega začetka sezone so več ali manj vsi spremljevalci bežni in podrobni napovedovali to finale, ki ga bomo sedaj spremljali. In morda kratko pavzico narediva in se kar podava na napovednik velikega finala, pregled torej te serije, težko pričakovane serije, ki bo odšla v zgodovino kot tretja zaporedna serija, vsaj v tej moderni dobi košarke, tako dominantnih 2 moštev v obeh konferencah, ki bi se 3 leta zapored srečali v velikem finalu, še nismo imeli priložnost srečati, to bo letos prvič. Zato, kratka pavzica in kar veselo na delo. Tako, Blaž, v prejšnjem uvodu sem omenil to dominanco obeh moštev v obeh konferencah, Clevelanda na vzhodu in Golden Statea na zahodu. Dominanca, ki je bila letos morda celo najbolj izrazita, vsaj v teh zadnjih 15-20 letih. Jaz ne pomnim tako lahkega sprehoda 2 moštev v obeh konferencah v veliko finale, tako pričakovanega zaključka pravzaprav sezone, ki smo ga vsi seveda pričakovali že takoj po prestopu Duranta. Ampak tako lahkega sprehoda v obeh, namreč edino tekmo, ki jo je Cleveland izgubil potem, ko je v tretji četrtini proti Bostonu vodil že s 23 točkami razlike, mislim, da 5 ali 6 minut pred koncem tretje četrtine, in se nato potem povsem sprostil in pravzaprav nehal igrati košarko za nekaj minut, ker namreč tudi prve 2 tekmi pred tem je dobil z gromozansko razliko. Pravzaprav tekme so bile odločene že v prvih polčasih, podobno je bilo tudi z tisto tretjo tekmo, vendar so si na to privoščili nekaj neumnosti in podlastni neumnosti in na drugi strani po sreči Bostona, pri katerem so se razigrali igralci, ki sicer nič ne zadanejo. Nekako so zmagali tisto tekmo, vendar to je to, anomalija, torej, kako že gre pregovor? Ja, izjema potrjuje pravila. Tako, izjema, ki potrjuje pravilo. In zaradi tega, kaj praviš, Blaž, je ta dominanca sploh dobra lahko za NBA ligo? Ali bomo zdaj priča recimo nekemu rivalstvu, ki se razvija podobno kot tisto veliko rivalstvo recimo v zgodovini med Bostonom in Lakersi? Ali je to zdaj neko novo rivalstvo med Golden Stateom in Clevelandom, ki bosta letos že tretjič zapored igrala v velikem finalu, kar že spet v moderni NBA ligi nismo še imeli pričo videti 3-krat zapored isto finale? Ali je to dobro za ligo ali je to slabo? Kaj misliš, Blaž? Definitivno je to slabo za ligo, ne? Če že ne drugega iz finančnega vidika, ker dejansko manj kot je tekem, manj denarja dobijo od televizijskih pravic, manj denarja od sponzorjev in tako naprej. In dejansko najbolj se tržijo ravno te 7 tekme, kjer grejo tudi zneski sponzorjev v višave. In dejansko bo liga bo tukaj mogla nekaj narediti, oziroma mislim, da se nekaj že s tem novim kolektivno pogodbo se že nekaj delalo v to smer. Preprosto take dominacije za samo ligo niso dobre, predvsem zaradi tega, ker vse skupaj enostavno močno predvidljivo. Mene osebno recimo ni me presenetilo to, da sta Cleveland in Golden State pač finalista, to sigurno ne, ampak mogoče me je malo presenetilo ravno to, kako na lahek način sta oba prišla do finala. Bom rekel, tudi tekme, razen Cleveland, tista prva serija z Indiano, ko dejansko ko so jo zmagali 4-0, ampak je bila razlika na koncu, povprečna razlika, mislim, da je bila dobre 3 točke, nekaj takega. Razlika, se pravi, ko so zmagali.
je bilo vse več kot 15 točk razlike, tekme odločene že v polčasu in enostavno jaz osebno povem, da nisem niti toliko zelo gledal tekem, zaradi tega, ker enostavno ob polčasu je bilo že vsega konec. Ja, večina tista serija med Clevelandom in Indiano, vsaj končni rezultati, razlika med obema moštvoma ni bila tako velika, kot recimo potem med Clevelandom in Torontom in Clevelandom in Bostonom na večini tekem, kjer je Cleveland res z dvoštevilčno razliko zlahka premagoval. Vendar tudi tista serija proti Indiani, tako kot si dejal, kljub temu, da razlika ni bila tako velika, so vendar zmaga Clevelanda nikoli ni bila resno ogrožena. Nikoli, če si spremljal tekme, nisi imel občutka, da bi lahko Indiana resno ogrozila zmago Clevelanda, končno zmago Clevelanda. Tako da ja, na drugi strani v zahodni konferenci je Golden State ne samo z dvoštevilčno razliko, z skoraj 17 točkami razlike je povprečno premagoval svoje nasprotnike v vseh serijah. Seveda, nekaj so tukaj določeno vlogo odigrale tudi poškodbe, namreč pri Clevelandu na vzhodu so nasprotniki Clevelanda imeli težave s poškodbami, na drugi strani nasprotniki Golden Statea na zahodu, seveda zadnji primer v finalu zahodne konference, poškodba Kawhija na prvi tekmi potem, ko so Spursi vodili z več kot 20 točkami razlike. Na to pa seveda je bilo vse odločeno takoj po tisti poškodbi. Čeprav seveda jasno je, da zagotovo bi Golden State je boljše moštvo od Spursov in bi se prebili v finale, tudi če se Kawhi ne bi poškodoval. Vendar pa bi verjetno Spursi lahko ukradli kakšno tekmo ali morda celo dve. Toda ja, na drugi strani dominanca obeh moštev je, ti si omenil recimo iz tega vidika sedme tekme, da sedma tekma, da liga seveda rada vidi sedme tekme iz vidika trženja sponzorjev, večjega zaslužka, televizijskih oglasov in vsega tega. Vendar tudi iz vidika navijačev seveda ta dominanca ni dobra, namreč navijači že na samem začetku sezone recimo že vnaprej vejo, da njihovo moštvo, če niso navijači Golden Statea ali Clevelanda, vedo, da njihovo moštvo nima praktično nobenih možnosti za osvojitev naslova, razen seveda, če se pri teh dveh velikih favoritih nekdo ne poškoduje. Seveda, zdaj. Ali pa mogoče celo serija poškodb. Ali pa celo serija, ja, ker seveda ravno to je zdaj pri Golden Stateu problem, namreč tudi če izgubijo recimo morda Claya Thompsona, sedaj to ni tako drastično, vendar ja, o tem še malce več kasneje, vendar ja, da zaključiva to temo o dominanci, to vsekakor ni dobro za ligo NBA, namreč vedno je NBA liga rada tržila to konkurenčnost, to možnost, da vsak lahko vsakega premaga, sicer ne v končnici, ker vedno zmaga boljše moštvo, nekatera moštva so preprosto boljša od drugih, namreč, kot sem dejal že v uvodu, 7 tekem je dovolj, da vedno dobiš tistega, oziroma 4 zmage, so serija 4 zmag, je dovolj, da pač vedno zmaga tisto boljše moštvo, ne more po naključju, ne boš premagal 4-krat boljše moštvo. Ja, ampak še vedno je bila, tudi playoff je bil rahlo nepredvidljiv. Lahko se je zgodilo, da je kakšno moštvo, ki od začetka ni bilo ravno glavni favorit, recimo tako kot Dallas par let nazaj, kako je potem prišel tudi senzacionalno do naslova proti Miamiju, ki z Wadeom, Boshom in LeBronom je lomil vse pred sabo in ravno to manjka, ta nepredvidljivost. Ja, več centrov moči je bilo, bolj izenačenih, ravno ta prestop Duranta je sedaj ustvaril, prestop Duranta v Golden State je ustvaril to nesorazmerje moči. Durant je s tem, ko je prestopil v Golden State, uničil glavnega konkurenta Golden Statea, namreč, da ne pozabimo, lansko sezono je Oklahoma vodila s 3-1 proti Golden Stateu in so imeli pravzaprav že dobljeno serijo, tako kot je Golden State na to v finalu proti Clevelandu vodil s 3-1 in imel že dobljeno serijo, je imela Oklahoma pred tem seveda možnost zaključiti serijo in izločiti in se uvrstiti v veliko finale proti Golden Stateu. Vendar potem je seveda ta Durantov prestop v Golden State uničil tudi največjega konkurenta in ustvaril to veliko nesorazmerje moči, ki sedaj, to konsolidacijo moči, bi rekel, v dveh centrih, Clevelandu na eni strani in Golden Stateu na drugi strani,
ki je dejansko na nivoju brez precedensa sedaj v ligi, tako močnih moštev. Predvsem Golden State si lahko z gotovostjo trdimo, da tako močnega moštva verjetno v ligi še nismo imeli. Vsaj primera, kjer bi se dva MVP igralca na vrhuncu kariere združila moči v istem moštvu, ki ima tako 4 All-Star oziroma 4 All-NBA igralce v prvi peterki, tako močnega moštvo, ki je lani osvojilo 73 tekem in postavilo rekord v številu tekem. Golden State ni še en podatek, recimo, ki priča o moči Golden State, kako močno je to moštvo v 3 letih. V zadnjih 3 letih, ko Golden State vsako leto igra v finalu, ima Golden State obenem tudi največje število zmag v tem obdobju, v 3-letnem obdobju v celotni zgodovini lige NBA. Tudi recimo Shaquille O'Neal in Kobe Bryant pri Lakersih v 3 šampionskih letih niso zbrali takega števila zmag. Bullsi na vrhuncu kariere z Jordanom niso zbrali toliko zmag v 3 letih kot Golden State. Tako da objektivno gledano, ja, je verjetno Golden State res zgodovinsko močno moštvo, zaradi tega seveda morda, če se malce pogledava še, kdo je recimo favorit, tukaj, če se vprašava, kdo je v rahli prednosti v tej seriji med Golden Stateom in Clevelandom, je verjetno Golden State v rahli prednosti. Kaj misliš, Blaž? Ja, ampak res mičkeni prednosti, mogoče 51-49, ampak vseeno bi jaz bolj rekel, da je 50-50, ker recimo, če gledam glede na lansko končnico, se mi zdi, da letos Cleveland igra še bolje kot lani. In lani jim je uspel pač ta preobrat v finalu in se mi zdi, da letos so dosti bolj izenačene možnosti obeh moštev, kakor lansko leto. Ja, verjetno izenačena je končnica predvsem zaradi tega, ker ima Cleveland LeBron. Seveda ne smemo pozabiti tudi na Lova in Irvinga, ki letos v končnici igrata odlično, ta velika trojica. In potem seveda tudi Tristan Thompson, ki je morda v tem trenutku najboljši napadalni skakalec lige, morda tudi obrambni, izjeden skakalec, zagotovo za LeBrona odlično igra povsem isto vlogo, kot jo je recimo za MJ-ja, za Michaela Jordana igral Dennis Rodman. Igralec, ki je sicer limitiran v mnogih vidikih, vendar izjemen skakalec. In ravno v tej košarki, kjer recimo nobeno izmed teh dveh moštev nima kakšnih visokih dominantnih igralcev, ki bi lahko izpod obroča sami igrali, ki bi jim lahko žogo spustil v post pod obroč in potem pustil, da pač s hrbtno tehniko, s hrbtom proti obroču igrajo in ustvarijo, pridejo do lastne priložnosti za dosego koša. Takih igralcev preprosto nima, dominantnih centrov nima nobeno moštvo, vendar ima tukaj Cleveland recimo morda v skoku rahlo prednost, čeprav potem imamo pa Draymonda Greena pri Golden Stateu. V vsakem primeru se strinjam s tabo, moštvi sta zelo izenačeni, vendar bi jaz morda minorno prednost Golden Stateu dal preprosto zaradi tega razloga. Lansko leto v lanski končnici so vodili s 3-1. Na to je bil suspendiran Draymond Green, ki roko na srce, če ne bi bil suspendiran, bi verjetno Golden State bi sedaj bil dvakratni prvak, dvakratni zaporedni prvak lige NBA. Vendar potem tista suspenzija in seveda povratek. Tako da je to moštvo, ki je vodilo s 3-1 in morda po lastni neumnosti, oziroma po neumnosti Draymonda Greena potem izgubilo finale, je sedaj dodalo Duranta. Dobro, pustimo zdaj, izgubili so Barnesa, izgubili so Boguta, vendar to izgubo so potem malce bolj, recimo temu, seveda, v začetku sezone, kjer so se morali uigrati in kjer se je kazala določena luknja v obrambi, predvsem v obrambi obroča, v obrambi rakete, v obrambi koša, branjenju prodorov nasprotnika, so imeli določene luknje, vendar to so sedaj odlično nadoknadili, predvsem seveda tudi zaradi tega, ker imajo Duranta. Po mnenju mnogih je še vedno Durant drugi najboljši igralec lige za LeBronom. In eden izmed velikih razlogov je tudi ta, da on je več kot 210 cm visok igralec, ki je izjemno gibljiv in ki lahko odlično pokrije, odlično brani tudi raketo, odlično blokira in seveda tudi on je odlično tudi skače in tudi on seveda tukaj pomaga. Namreč, ko se Golden State odloči za tako imenovano small ball košarko, ki je zadnja leta zelo popularna, košarka brez tistega pravega centra v igri, ko pač
parket postaviš 4 ali celo 5 strelcev, razširiš raketo, razširiš prostor, tako ustvariš izjemno veliko prostora za prodore. To je košarka, ki je zadnja leta najbolj uporabljena, najbolj popularna. Tako space and pace košarka. In za to košarko, ki jo in Cleveland in Golden State rada igrata, seveda je Durant idealen, ker namreč tudi takrat, ko igraš brez klasičnega centra, imaš ti z Durantom še vedno 210, 211, po nekaterih celo 212 cm visokega igralca na parketu. Tako da, zaradi tega bi jaz dal rahlo prednost Golden Stateu, tudi zaradi obrambe njihove, ki je malce boljša, namreč ravno Clevelandova obramba bi znala biti tisti jeziček na tehtnici v korist Golden State. Vam rekel, ofenzivno letos... Clevelandova slaba obramba, njihova... Ja, ampak ofenzivno letos je Cleveland čist na nivoju Golden State. Vam rekel, tudi offensive rating njihov, celo boljši offensive rating imajo kot Golden State. Tako, na 100 napadov dosegajo več točk kot Golden State. Ampak ravno ta obramba bi znala biti težava, kajti imajo vrhunskega obrambnega igralca v LeBronu, morda lahko trdimo tudi najboljšega obrambnega igralca. In tudi Tristan Thompson. Tudi Tristan Thompson, vendar to sta le dva, ki sta res vrhunska. Na drugi strani je treba pri Golden Stateu pokriti 4 vrhunske igralce, poleg tega pa še tistega enega centra oziroma tistega 5. igralca, ki pa tudi ga ne moreš pustiti ravno samega, kajti bom rekel, klopi in Clevelanda in Golden Statea sta približno enakovredno močni, približno, morda uravnoteženi. Morda bi lahko spet rekli, da ima Golden State tukaj rahlo prednost, ampak predvsem zaradi tega, ker je njihova klop verjetno bolj uigrana kakor od Clevelanda. In tukaj mislim, da se bo lomila serija. Na tej obrambi, katero moštvo bo igralo boljšo obrambo na nasprotniku. Ja, Love in Irving sta, recimo, če gledamo, primerjamo samo te četverice, te najbolj pomembni četverici obeh moštev. Torej na eni strani pri Clevelandu LeBron, Irving, Love in Thompson in pri Golden Stateu Curry, Durant, Thompson in seveda in Draymond Green. Če primerjamo te velike četverice na obeh straneh, je obrambno velika četverica pri Golden Stateu boljša. Predvsem zaradi tega, ker imajo dva, Klay Thompson, Durant in Draymond Green so vsi odlični obrambni igralci, ki lahko igrajo zelo dobro obrambo, ker je nekaj slabši, vendar na drugi strani pri Clevelandu velika četverica sta Irving in Love veliki luknji v obrambi. Čeprav, kot sem dejal že, Irving in Love sta letos v končnici dvignila svoj nivo igre, igrata dobro, vendar še vedno me obramba Clevelanda, in se tukaj strinjam s tabo, me ni povsem prepričala, kljub temu, da so recimo, vsaj številke tako govorijo, 3. najbolj učinkovito obrambno moštvo lige v končnici, vendarle niso bili tako testirani. Namreč, če samo gledamo proti Bostonu so dovolili izjemno veliko število neoviranih metov, ki jih Boston preprosto ni zadev. Še posebej zaradi tega, ker seveda Boston ima enega nevarnega strelca iz razdalje, Thomasa, ostali igralci pa niso tako nevarni iz razdalje. Oziroma so bolj odvisni od dnevne forme. Tako, in so jim lahko puščali nekaj več prostora, bolj zaprli raketo, kjer so pa nekateri te igralci bolj nevarni in so tako lahko igrali. In so tako recimo imeli dobre obrambne številke oziroma nasprotnike zadržali na nizkemu številu doseženih košev, kljub temu, da niso igrali dobre obrambe, ampak je samo Boston zgrešil veliko število metov. Ti seveda Golden Stateu, take obrambe proti Golden Stateu ne morejo igrati. Če bojo oni pustili samega Duranta, Thompsona, če bojo pustili samega Curryja, jih bodo razrešetali. Bo ta serija končana, preden se bo sploh začela. Tako. Zaradi tega bodo morali igrati precej boljšo obrambo podobno nivoju, ki so igrali lansko leto, torej, kjer so sposobni, kjer je tudi J.R. Smith, Shumpert, kjer so recimo te igralci tudi v obrambi opravili odlično delo na Thompsonu, na Clayu Thompsonu, na Stepu Curryju, za lansko leto, to govorim. To bodo morali sedaj letos ponoviti in tudi Love in Irving bosta morala igrati bolje v obrambi,
kot sta igrala do sedaj. Namreč oba sta v napadu pokazala boljšo igro kot v rednem delu sezone in si zato zaslužite vse čestitke, vendar pa v obrambi še vedno, predvsem Irving, to bo zanimivo videti, niti Irving, ne Curry nista dobra obrambna igralca, vendar Irving je po mojem mnenju še nekaj slabši, ne po mojem mnenju, mislim, da je to kar splošno sprejemljivo dejstvo, če gledaš tekme, je Irving še malce slabši, predvsem zaradi tega, ker je bolj površen. Ker si dovoli več površnosti v primerjavi s Curryjem, ki recimo ga fizično zmanjka pri določenih, se ne bo prebil čez vsak blok, bo recimo prebil kakšne bloke spodaj, ne zgoraj, ne čez blok, vendar pod blokom in dal prostor recimo strelcem. Vendar so te napake recimo manjkrat stori napako v obrambi. Noben od njiju ni dober obrambni igralec, vendar je Irving bolj površen. Zaradi tega, ja, obrambno mislim, da je trenutno, vsaj sedaj pred začetkom finala, je nekaj slabši Golden State v prednosti, predvsem zaradi tega, ker Golden State igra res dobro obrambo. Predvsem, kar igrajo oni, igrajo šolsko disciplinirano obrambo, to je najbolj pomembno. Seveda imajo tudi Draymonda Greena, ki je skupaj z Kawhijem Leonardom kandidat za najboljšega obrambnega igralca leta. Eden izmed teh dveh bo na koncu tudi prejel to nagrado. Vendar ni samo Draymond Green obramba Golden Statea, temveč je celotno moštvo igra izjemno. Klay Thompson je eden izmed najboljših obrambnih igralcev na svojem položaju. Ja, eden izmed najboljših obrambnih shooting guardov oziroma dvojk v ligi, visokih branilcev. Tako da resnično je seveda Duranta sem že omenil, ki tudi opravi odlično delo v obrambi. Tako da ja, vsekakor je tukaj Golden State v rahli prednosti in ponavadi radi rečemo, v končnici je v ponavadi v prednosti tisto moštvo, ki igra malce boljšo obrambo, ker sodniki dovoljujejo bolj fizično igro, malce se upočasni tudi ritem igre. Tako da ja, tukaj je v rahli prednosti, vendar res v minorni prednosti, zaradi tega, ker na drugi strani je vedno treba povedati, stoji LeBron James, najboljši igralec moderne dobe. Igralec, ki lovi Michaela Jordana, ki lovi legende, ki si želi še nekaj prstanov in seveda potrebuje za to, da ulovi te legende, potrebuje še nekaj prstanov na svoji roki. In to je ta igralec, ki najbolj izenačuje tole tehtnico, najbolj, zaradi česar seveda ne moremo reči, da je Golden State legendarno močno, če smo sedaj govorili o tem, kako močno je to moštvo, tudi v celotni, če gledamo celotno zgodovino košarke, zakaj to moštvo ni tisti odprti, odkriti, veliki favorit z naskokom, predvsem zaradi tega, ker na nasprotni strani stoji LeBron James. Ja, točno tako, ne. In res bo zdaj, mislim, dejansko vzamemo ven LeBrona Jamesa iz tega Clevelanda in damo kakšnega drugega zvezdnika noter, mislim, da ne bi bili tako dominantna ekipa na vzhodu, kot so sedaj. In ne samo sedaj tako dominantno, morda se ne bi niti prebili, po mojem mnenju se ne bi niti prebili v finale konference. Ja, in dejansko bo zdaj, mislim, da je zdaj to finale bo tisto, pri katerem bo LeBron pokazal največ do zdaj v tej končnici. Jaz sem v to sigurno prepričan in me sploh ne bi presenetil, da bi imel na koncu triple-double, ta pravi triple-double, ne tazga, kot ga ima recimo Westbrook. Njegovo poprečje na koncu triple-double in jaz mislim, da bo tukaj dejansko pač LeBron res, mislim, da bo tukaj tista ključna točka Clevelanda. Ja, vendar pozabljaš na eno stvar, kar se tiče samega finala in LeBrona predstavlja. Vsekakor, ja, LeBron bo v finalu, lansko leto je bil seveda zasluženo MVP finala, ne samo zaradi napada, ampak tudi to, kar ves čas poudarjava, zaradi obrambe. Ker ne pozabimo, da je ena izmed ključnih akcij lanske 7. tekme bila njegova blokada Iguodale, izjemna, neverjetna blokada Iguodale, s katero je preprečil koš, ki so že vsi so že videli žogo, skozi obročenje je LeBron od nekje priletel in nekako blokiral žogo. Tako da tudi te akcije so pomembne. LeBron, ampak to sem želel povedati, v vsakem primeru na nasprotni strani bosta LeBrona
čuvala v obrambi Draymond Green in Iguodala. Dva odlična obrambna igralca, dva igralca, ki sta v karieri bila že v najboljših obrambnih peterkah lige. Recimo Iguodala je ravno pred 3 leti, tistem prvem finalu Clevelanda in Golden Statea, dobil nagrado za MVP finala ravno zaradi te odlične obrambe na LeBronu. Tako, eden izmed razlogov, takrat je tudi v napadu. Ja, ampak to je bil eden izmed teh razlogov, zakaj je odigral resnično odlično obrambo na LeBronu. In to sem želel povedati, namreč, da LeBrona čuvata dva izjemna obrambna igralca, tako da LeBron bo tukaj, jaz dvomim, da bo imel triple-double, tudi njegovi odstotki verjetno ne bodo tako dobri, kot so bili do zdaj, vendar še vedno pričakujem, da bo igral odlično. Seveda, Cleveland preprosto potrebuje LeBrona, ki bo igral kot NDT LeBron. Kot igralec, kot to, kar je dokazal, da je še enkrat zopet potrdil, da je najboljši igralec lige. To mora sedaj potrditi tudi v finalu in dokazati, da je najboljši igralec lige. Če ne bo igral na nivoju lanskega finala, če ne bo igral, ali pa predlanskega, ko sta bila poškodovana Love in Irving in ko je bilo jasno, da seveda Cleveland tiče more, vendar LeBron še vedno igral izjemno, njegovi odstotki niso bili tako dobri, ampak on je bil celotni napad, tako da vse, kar je moral Golden State narediti, je zaustaviti LeBrona in so celotno obrambo, pač če te celotno moštvo čuva samo enega igralca, tukaj ni veliko, kar lahko ta igralec naredi, pa je še vedno naredil ogromno. Zato ja, LeBron je tisti equalizer, tisti izenačevalec, ki dela to serijo. Zanimivo, in NBA liga sedaj, potem, glede na to, kaj smo govorili na samem začetku, dominanca, potrebuje sedaj res tisto dobro izenačeno serijo dveh moštev, pravo rivalstvo, ki bo trajalo 7 tekem, kjer bo odločala 7. tekma. Mogoče celo zadnja žoga. Mogoče celo finale na nivoju lanskega finala, morda, recimo, ki je bilo res izjemno. Namreč samo to lahko morda deloma reši to predvidljivo sezono. In če se namreč res vzpostavi to odlično rivalstvo, tista najslabša stvar bi seveda bila, da bi se recimo, bog ne daj kdo, poškodoval in potem seveda, da bi bili priča kakšnemu blowoutu, visokim zmagam, recimo drugega moštva. Enosmernemu prometu. Tako, ja, to bi bilo daleč najslabše po tej sezoni za ligo, zaradi tega lahko le upamo, da bo res serija na koncu trajala 7 tekem. Mislim, da oba tudi pričakujeva, če se ne motim. Ja, jaz osebno bom rekel, pričakujem tam 4-2 ali pa 4-3 serijo, v eno ali v drugo smer. Nočem si dejansko napovedati zmagovalca, ker kot so že oba rekla, smo oba nekje, se strinjava, da je nekje 50-50, ne, ampak jaz mislim, da tam 4-2, 4-3 bo na koncu rezultat. Ja, jaz se pravzaprav strinjam s tabo, mislim, da 4-3, mislim, da bo odločala na koncu 7. tekma. No. Jaz pričakujem pravzaprav 7. tekmo in verjetno bo potem seveda še ena rahla prednost Golden State, igra 7. tekmo doma, tudi zaradi tega verjetno je moštvo v rahli prednosti. Vendar bomo na koncu videli. Jaz vsekakor mislim, da LeBron sedaj s to predstavo, ki jo je prikazal v letošnji končnici, če mu uspe sedaj premagati še Golden State v finalu, bo v svoj rezime pospravil še eno zmago proti moštvu, ki bo tako močno, recimo Michael Jordan se s tako močnim moštvom v svoji karieri ni spoprijel. In to bo seveda še ena tista alineja v LeBronovem rezimeju, če mu res uspe ta zmaga, s katero se bo lahko približal najboljšemu vseh časov. In on tudi odkrito to priznava, da vendarle lovi Michaela Jordana, da lovi najboljšega. Debatirala že v prejšnjem podcastu, ki si ga lahko preposlušate, boste najdel link od spodaj v descriptionu. Dejansko, tukaj v bistvu mislim, da v tej seriji, tako kot si rekel, se bo za LeBrona lomila ta zgodovina. Ja, ker tako dominantnega moštva Michael Jordan ni nikoli premagal, če dejansko. To bo vsekakor zanimivo. Vsekakor bomo lahko na novo začeli debato o tem, kdo je najboljši igralec vseh časov in LeBron se bo s tem približal tistemu elitnemu klubu najboljših, največjih. Tam verjetno še ni še na nivoju Michaela Jordana, vendar se mu bliža in zmaga v tej seriji bi seveda res bila
bila en velik argument na koncu, ko bo enkrat končal kariero. Še posebej glede na to, da pri 32 letih ne kaže nobenih znakov upočasnjevanja, ne kaže nobenih znakov pešanja in dokler bo lahko tako fizično dominanten in seveda tehnično vsako leto je samo bolj izkušen, samo dodaja določene stvari tehnično. Recimo, zanimivo je recimo predlanska finalna serija, ko je igral proti Golden Stateu, tista prva Golden State serija, je imel izredno slab met za 3. Kaj je naredil naslednjo sezono? Popravil met za 3 in skoraj 20% bolje metal za 3. Vedno dodaja, zaveda se, LeBron je igralec, ki se zaveda svojih napak, ki se zaveda svojih pomanjkljivosti in ki jih odpravlja. Zato seveda je pri njemu samo vprašanje, koliko časa lahko recimo zadrži ta nivo fizike, ta fizični nivo in toliko časa bo verjetno kazal tako dominantne igre. In seveda tudi poraz na drugi strani proti tako dobremu moštvu, proti moštvu, kot sva že večkrat dejala, proti zgodovinsko dobremu moštvu, ne bi bil nič strašnega v tem oziru. Ja, to je res, ne, ampak kot si ti rekel, on lovi duhove, on lovi Jordana, ne, in ta poraz pač ga oddali od te stopničke. Vsekakor. Jaz lahko bi postavil argument, da je on mogoče drugi najboljši igralec vseh časov, zdajle v tem trenutku, a ne. Ampak za Jordana dejansko mu manjka še tisti nekaj majhnega in ravno tako, kot so že povedala, ta serija bi lahko bil tisti majčken korak proti temu. Ja, seveda, ker samo, mislim, dejansko bo zanimivo spremljati, bo to že iz tega vidika, iz vidika zgodovine, zelo zanimiva serija, tako da to je to več ali manj, mislim, da Blaž je še kakšna stvar, želela so v nekem polurnem segmentu danes posneti ta napovednik, da ne bo predolga. Ja, ne, mislim, da sva zajela dejansko vse. Ne. Zdaj, jaz upam, da se toliko veselite te serije, kot se jo midva veseliva. Spremljali bomo na NBA Slovenija, na Facebooku, tako kot vedno, na sportinfo.si spletni strani, na Twitterju sportinfo.si. Tako, to so naslovi, na katerih naj lahko dosežejo, vendar morda narediva samo kratko pavzico in se potem še uradno poslovijo. Tako, mislim, da tiste bistvene stvari sva povedala. Upam, da, kot si dejal, mislim, da se večina ljubiteljev košarke se že nestrpoma pričakuje to serijo, nekateri jo pričakujejo že od samega začetka sezone ali pa še prej. Tako da upamo, da bomo na koncu tudi deležni serije, ki bo upravičila ta visoka pričakovanja. Tako, ja, ki se bo vpisala v zgodovino, ampak bomo videli. Vsekakor bo tudi med samo serijo posnela še kakšen podcast in se oglasila, morda pokomentirala kakšno tekmo. Zagotovo bomo priča, zagotovo bomo imeli več kot dovolj raznih tem, bolj ali manj vročih tem za predelavo. Tako da morda še enkrat, Blaž, kje naj lahko dosežejo? Ja, na Facebooku NBA Slovenija, na Twitterju sportinfo.si in pa seveda na spletni strani sportinfo.si. Tako da tukaj naj jo vedno najdete. Rada mala, da naj jo kontaktirate, da naj jo pohvalite, seveda. Ali tudi seveda pograjate. Tako da to bi bilo iz moje strani. Še ti, Matej, kaj? Ne, mislim, da je to bistveno. Uživajte v zaključku zanimive NBA sezone. Seveda ob zaključku sezone midva načrtujeva še nekaj podcastov. Tudi poleti seveda kakšen podcast, ne samo košarka, morda bo tudi kakšne športne novice, malce bolj splošne obdelala. In seveda potem, ko bo čas za reprezentanco, tudi reprezentanca pride na vrsto, tudi ocena sezone Luke Dončića, o njem pripravljava en podcast ob zaključku sezone, ki bo zagotovo, vsaj že prvi, ki so ga na začetku sezone posnela, je bil dobro sprejet, tako da pričakujemo, da bo tudi, lahko pričakujemo, da bo glede na zanimanje naše javnosti za tega igralca tudi ta, kjer bova podrobno analizirala njegovo sezono. Tako da vendar vse to še v prihodnosti, zato da ne bova zgubljala časa in časa seveda poslušalcev. Zaključiva, lep pozdrav vsem, uživajte v prvi tekmi in se slišimo. Ja, in upam, da vaš favorit zmaga. Hold up.